Luka Elsner, če se morda vrneva še na sobotno tekmo z Zagrebom, odigrali ste eno prijateljsko med tem reprezentančnim odmorom. Kako je bilo proti Zagrebu? Moram reči, da ne glede na pot, ki smo jo delali na malo zmanjšani kader, ki smo ga imeli na voljo, smo odigrali res dobro tekmo. Po vseh kombinacijah in situacijah, ki smo jih imeli v igri, mislim, da bi skoraj morali zmagati to tekmo. Čeprav smo bili v zaostanku po prvem polčasu, ampak je bilo veliko kvalitetnih stvari in je bilo očitno, da se nadaljuje v to smer, v katero smo prišli iz Maribora. Sredo naj bi bila tekma z Velenjskim Rudarjem, vidimo, kakšno je vreme. Ali to precej moti vaše priprave na naslednjo tekmo? Ja, ne moti samo nas, je res, da je že majčkeno naporno, ker non-stop je treba prilagajati ta plan dela. Mi se vsekakor zaenkrat še pripravljamo na to, da bo tekma odigrana. Sigurno pa je veliko možnosti, da v takih razmerah ne bo šlo skozi, tako da imamo že načrt, kako funkcionirati naprej do tekme proti Gorici v soboto. Kakšno je stanje v ekipi? Vemo, v Zagrebu je poškodbo utrpel tudi Čedikovski. Kako so ostali? Ostali so dobro, vračata se tako Zec kot Majer danes na trening, kar bo velika pridobitev za nas. Hkrati je pa seveda majčkeno problematična poškodba, ki jo je staknil Dragan. Upamo, da bomo lahko sanirali to v parih dneh. Ampak seveda moramo biti pazljivi, ker ga potrebujemo za konec sezone, za finiš, kjer bo sigurno vroče v prvenstvu in bomo z vsemi možnimi načini probali ga pripraviti, da nam bo pomagal tako, kot nam je do zdaj. Če se vseeno dotakneva malce Velenjskega Rudarja, trener tam je Jernej Javornik, tudi vaš trener je bil tukaj v Domžalah, sicer kot pomočnik trenerja. Dobro je začel ta spomladanski del sezone in Rudar je nevarna ekipa. Rudar je izredno nevarna ekipa. Zdaj, ko so uspeli, če vzamemo ono tekmo proti Mariboru, ki so odigrali, so bili dokaj stabilni v obrambi in to jim je bil dosti velik minus v prejšnjem delu sezone. Očitno so tlele napredovali, hkrati imajo pa neverjetni ofenzivni arsenal, bom tako rekel, tako da je vse prej kot lahka tekma, še posebej na domačem igrišču, kjer si mi nujno želimo spremeniti to sliko, ki smo jo ustvarjali do zdaj. Ampak vseeno razmišljamo v to smer, da po tej tekmi iz Maribora smo še prerasli v neko drugo ekipo, še više, kot smo bili prej in s tako miselnostjo bomo tudi naprej igrali preostale tekme. Se pa pojavlja težava z mlado reprezentanco, ki je imela v ponedeljek tekmo in večino igralcev do srede verjetno ne bo na voljo. Ne bodo na voljo. Sigurno je termin večkrat neugoden za nas, ki imamo kar nekaj igralcev v tej reprezentanci. Vsekakor je to dobro za nas, da lahko tako kvalitetni naši igralci, ki že delajo s prvo ekipo, zastopajo barve Slovenije. In tega se zelo veselimo, hkrati pa seveda naša prioriteta tukaj v klubu je, da članska ekipa funkcionira na najvišjem možnem nivoju in to so igralci, ki so pomembni, ki igrajo pomembne vloge v naši ekipi, ampak seveda nogomet je tak, da brez vsakega se mora in mi imamo kvalitetne rešitve na voljo za to tekmo, če se bo odigralo v sredo. Najlepša hvala, srečno. Okay.